Smo dobili tudi eno krasno gostjo v toti studio. Kiki je z nami, pozdravljena. Živijo. In dobrodošla prvič na totem radiju. Ja, prvič sem tukaj, hvala. In je fajn, si zadovoljna, no fino. Evo, let smo prebili. Kiki, kantavtorica si, najprej nam povej, zakaj si Kiki, če se ne motim, to izvira že iz tvojih otroških let, ne? Ja, mene drugače ime Leticija, ampak so me starši klicali vedno Kiki. In ko sem hotela začeti na skrivaj to glasbo objavljati, to je bilo med covidom, sem razmišljala, a me sploh moji vrstniki poznajo pod Kiki. In sem pol ugotovila, da ne. In sem hotela imeti takrat te dvojno identiteto pa to. Okay. Da zato sem bila pol v bistvu Kiki. Okay, odlično. In si še vedno Kiki in zdaj imaš torej tudi umetniško ime. Ja. Kiki, si pa začela pravzaprav glasbo že zelo mlada, še vedno si zelo mlada, ampak bomo rekli zelo mlada ustvarjati. Kdaj je bilo to? Jaz sem pisala neke pesmi, melodije, že ko sem bila otrok, ko sem bila, 6 ali pa kaj takega. Ja. Ampak nikoli nisem zares pol, recimo se usedla pa to pol ubesedila ali karkoli. Šele pol, ko sem bila v gimnaziji, prvi, drugi letnik, sem začela tako bolj besedila pisati pa to. Nisem si pa upala nikoli tega izdati, pa nisem mislila, da bo pol kaj iz tega. Tako da ja, šele med covidom pol sem se opogumila, da bom to začela objavljati. Ja, in je potem nastal tvoj prvi album takrat. Kakšen je bil naslov, katere pesmi so bile, malo nam še o tem povej? Ja, to je album z naslovom Kriki. Ja. In v bistvu sem si predstavljala kot vsako to pesem kot en mali krik. Ja. Predvsem so nastale te pesmi ob raznih teh najstniških stiskah in to. Okay. Tako da recimo komadi kot Lažnivka ali pa Punčka iz papirja, to so vse iz tega albuma. Evo, dobro, da tudi mladim to povemo, ne? Če slučajno kdo ne pozna, morda pa se kdo tudi najde, ne? V kateri od teh pesmi in bo lažje v kakej situaciji. Vsemo, da mladi imajo danes tudi veliko raznih stresnih situacij, neprijetnih. Evo, poslušajte, Kiki, boste zagotovo našli kaj lepega tudi v njenih pesmih. No in potem je šlo vse skupaj naprej, kar bom rekel, ko sem malo preveril, kje vse si bila, kje vse si nastopala, res ena množica festivalov je, na katerih si bila, katere bi recimo izpostavila, kje je bila taka res fajn, zanimiva izkušnja mogoče? Ja, recimo festival Ment je bil meni tako, wow, tako, meni se zdi, da so bili moji Kiki nastopi pred Mentom in po Mentu. Imaš čas prej in po? Ja, sigurno, ker sem se toliko naučila, toliko sem hodila na te neke predavanja in te klase in kako in kaj. Tudi takrat smo pol s pravim celim bandom začeli nastopati po Mentu. Tako da, ja, sigurno je festival Ment, pa recimo druga godba, pa tudi klubski maraton Radio Študent je bil tako nek moj prva stvar, ko so me sprejeli in sem nastopala tudi tle v Mariboru, v pekarni. Fino. To je bil moj prvi nastop. Evo, fino. Ja. Torej imaš lepe spomine tudi na Maribor, zato rada prideš. Navezana, ja. Drugače, kaj, v Ljubljani živiš? Ja, sem v Ljubljani. V Ljubljani. Videli, oziroma da tako širša javnost je nek način spoznala tudi na Emi, ne? Ja, Emo sem poznala, ja, valjda. Ko smo jo še imeli, ker zdaj ni bilo, marsikdo je zdaj že kar malo pozabil na Emo, ne? Ti si bila na Emi kdaj lani? Lani, 2025, zadnja Ema. Zadnja Ema, vidiš, s katero pesmijo, da se malo spomnimo? Pesem to je bila moja cirkuška pesem. Ja, zanimivo in všeč mi je tudi to, ne, da sem malo gledal po družbenih omrežjih, tam si znana tudi kot Kiki Writings. Ja, to je zakaj Kiki Writings? Jaz sem želela biti pisateljica oziroma dramatičarka. Ja. In ko sem naredila ta profil, sem hotela imeti to skrivno identiteto, tako da zato sem ratela pol Kiki Writings, pa se je pa prijel. Ja, in zasledil sem tudi recimo opis zate, da si čarovnica intimnih pripovedk. Daj nam še to malo razloži. Ja, to so mi pa v bistvu dali ime na Radio Študent, ko sem imela te prve nastope v okviru klubskega maratona. Ja. In ja, so rekli, da se naredi neka intimna atmosfera. Mislim, da je to bolj zato, ker imam tak pripoveden stil, pa ker imam tudi tak mal minimalističen pristop. Mislim, in konec koncev, ker tudi je pisanje tvoja ljubezen, verjetno še vedno. Ja, sigurno. Dobro, zdaj imaš zunaj novo pesem, Povej. Jaz predlagam, da najprej poslušamo, da se prepustimo pesmi Povej, pa potem povem še kaj več o Povej in povem še kaj več o tvojem albumu, ki trenutno nastaja, in pa seveda o odlični ekipi, ki jo imaš cel čas ob sebi. Premierno zdaj na totem radiju Kiki in Povej. Premierno na totem radiju Kiki in Povej, in Kiki je naša gostja v živo v totem studiu. Lep pozdrav, Kiki, še enkrat. Živijo. Zdaj smo slišali Povej, zdaj pa nam povej kaj o Povej. Ja, to pesem sem napisala, ko sem imela občutek, da nekako se ne moram ustaviti in da v tem svojem
kot naj tem rečem, workflow, da konstantno nekaj ujemam in hitim in mi nekako ne ratuje nič. Tako da sem se pol želela malo ozreti na preteklost in malo čutiti to nostalgijo otroštva, kjer še ni bilo toliko enih obvez. Tako se je začel ta komad. To, kar vsi malo pogrešamo, ne? Tiste otroške čase, ko ni bilo obvez. Ja, sediš na vogalnici. Kako bi bilo fajn, ne? Ja. Vsaj teden dni bi marsikomu to pasalo, tudi zdaj, ko smo že odrasli. Fino, povej nam še nekaj. Imaš, bomo rekli, kar zanimivo zgodovino. Ne? Daj nam malo povej, ker vseeno vem, da nas tudi zdaj v Prlekiji pa v Prekmurju poslušajo poleg Štajerske in malo si tudi od tam, ne? Kako je bilo to? Okay, torej moja babica je Prekmurka iz Gornje Bistrice. Evo, fino, lepo zdrav na Gornjo Bistrico. Lepo zdrav, ja. S tem, da ona gučej, jaz ne gučejim. Dobro. Žal, sicer razumem kar, ampak žal pa ne govorim. Ne. Je pa se potem poročila s Srbom, tako da moja mama je pol Srbkinja in pol Prekmurka. In moj oče je pa Nemec. In si tudi na Dunaju najprej odraščala, potem pa prišla v Slovenijo. Evo, kakšna zanimiva zgodba. Nič čudnega, da imaš potem, bom rekel, toliko enih vplivov, verjetno tudi v glasbi. Ne? Tudi po genih se to nekje mora poznati, da malo pride nekaj z Nemčije, pa nekaj z Srbije, pa nekaj pride z Prekmurja. Ne? Ja, ampak od vsega, kjer si bila, pa kot si rekla, prvi nastop je bil vseeno v Mariboru, zato imaš na Mariboru zdaj verjetno takšen poseben lep spomin. Ja, v Pekarni smo nastopali v okviru klubskega maratona, tako da mi je zelo blizu. Fino. So trenutno v planu recimo tudi kakšni nastopi, ki je tu blizu, ne vem, mogoče v letošnjem poletju, da te bomo lahko kje videli, slišali? Ja, z veseljem bi si kaj izrihtala, sam še nisem uspela, ker toliko delam ta album. Tako, nov album torej nastaja, tvoj drugi album, naslov bo Pravljice. Tako. Evo pa smo spet pri pisanju in pri zgodbah, ki jih imaš tako rada. Kakšne bodo, torej, kakšen bo album Pravljice? Ja, jaz sem si ga zamislila kot mogoče eno tako malo bolj dinamično verzijo mojega prvega albuma, Kriki, v smislu, da sem se veliko naučila o produkciji od takrat in veliko bolj razgibano, pestro, tako da se mi zdi, da te pravljice sem si zamislila kot eno pripoved, kot ene zgodbe. Delam pa z Blažem Miklom, producentom, tako da tudi v bistvu vsako pesem narediva zelo tako konceptualno, kaj recimo pa še noter, kaj ne. Lepo v miru, počasi, tako da bo na koncu res, da bodo pravljice en takšen skupek, kot si rekla, ne, pesmi, ki lepo pašejo skupaj, grejo v ta kontekst. Kdaj ga lahko pričakujemo? Že imaš kakšen deadline, do kdaj bi rada recimo, če te vprašam tako? Ja, najraje do konca tega leta, do novembra. Dobro. Potem pa bo spet več časa za nastope, ne? Sicer pa imaš band, ki te obkroža, tako da ne prideš recimo samo na nastop, imaš celoten band, povej nam še kaj o tem. Ja, imamo Martina Jocifa na bobnih, Matevža Košutnika na klaviaturah, Niko Trdin na vokalih, Galo Pregl na vokalih in pa Jana Kopača na kitari. Fino. Tako da nas je 6 na odru. Odlično. In je lepo za videti in za slišati. Tako bomo rekla. No in ko sva že zdaj pri vizualnih stvareh, nisva morda omenila, da ima Povej tudi videospot. Kako je nastal ta? Ja, v bistvu sva ta videospot konceptualno naredila s fotografom Andražem Zalokarjem in sva ga postavila, reče se Kreativna četrt Barutana. To je kot ena v Kamniku, en umetniški kolektiv, ki tam delajo. In je v bistvu zapuščena tovarna ključavnic, ena izmed teh lokacij, kar je toliko zanimiv prostor za delati, ker je res, se vidi, da so nekoč vsak dan tam delali, ne? Še koledarji so na steni in to. Titan Kamnik, ne? Nekoč. Zelo možno, ja. Ja, res je. Ja. Zdaj se spomnim iz mladih let. Ja, tako. In zdaj je tam v bistvu ta kreativni prostor, kjer lahko snemaš. Ja, toliko lepo je. In tudi ta brezčasen občutek dobiš, se mi zdi v tem. Fino. Ko boš, če ne prej, vsaj ko bo album zunaj, pridi spet, dobro, da bomo pravljice poslušali, še kaj več z albuma, morda skupaj kakšni Toti Life naredimo tudi tukaj v tem studiu, glede na to, da imaš tudi odličen band in ti želim še veliko te ustvarjalne energije, veliko dobrih zgodb, ki jih daš v glasbo in da se kmalu spet vidimo pri nas na Totem Radiu. Hvala ti, Kiki. Hvala tebi. Uživaj, čau.